Živijo, sem Veronika in rada imam detektivke, glasbo in rolkanje. Slišala sem, da se v tem času veliko mojih vrstnikov slabo počuti. Obiskala sem klinično psihologinjo, ki nam bo povedala, kako si lahko pomagamo, kadar nas stiska v duši. Kaj je sploh duševna težava? To je v bistvu problem, ki ga ne znamo sami rešiti in je povezan s tem, kako se počutimo, kako razmišljamo, kaj občutimo. So težave, ki so se pojavile v tem času, drugačne kot pred korono? V bistvu niso težave drugačne zdaj, so pa morda bolj intenzivne, pa nekaterih je več. Več je strahu, več je žalosti, več je takih negativnih občutkov. Kako jim pomagate? Je tako kot v filmih, ko si ležeš na kavč in se pogovarjate? Kot sama vidiš, kavčev nimamo, V bistvu je bolj podobno nečemu, kot če recimo greš s prijateljico, pa se usedeš za mizo in poklepetaš, lahko pa je tudi malo podobno, tako kot je v šoli v svetovalni službi. So pogovori z vami zaupni? Običajno, da seveda vse, kar se pogovarjava, recimo mi dve ali pa z otrokom, mladostnikom, je zaupne narave. Ta zaupnost ne velja v primeru, če mi rečemo, je otrok ogrožen, življenje je njegovo ogroženo, to je v primeru, če recimo razmišlja o samomoru, otrok, ali pa recimo, da bi želel nekomu drugemu nekaj narediti. Kako si lahko otroci sami pomagamo, ko nam je hudo? Vsi imamo neke reči, ki jih radi delamo, ki nas spravijo dobro voljo. Lahko je to tudi kakšna prijetna glasba ali pa kaj prebereš, ampak zelo pomembno je pa tudi, da imaš okrog sebe ljudi, na katere se lahko obrneš in se z njimi pomeniš, pogovoriš, če ti je težko. Kaj lahko naredim, če opazim, da ima težave moj prijatelj? Prva stvar, ki jo lahko narediš, je, da ga poslušaš, kaj je problem. Fajn, da se ga spodbudi, da naj pove, da mu bojo pomagali lahko tako. Ali pa recimo v šoli povedati svetovalni delavki, če je doma pretežko povedati, ali pa recimo učiteljici, učitelju, ki mu zaupaš. Vsem nam je kdaj hudo, a pomembno je, da takrat poiščemo pomoč. Poiskati pomoč, ko jo potrebujemo, je pogumno dejanje. Adijo!